Spoštovane upokojenke in upokojenci, zahvaljujem se vam za priložnost, da vas na tak način pozdravim ob slavnostnem odprtju letošnjih dnevov medgeneracijskega sožitja in iskreno obžalujem, da zaradi drugih obveznosti ne morem biti osebno z vami. Človeška družba je danes polna stereotipov, tistih o mladih in starejših, levih in desnih politikih, ženskah in moških, uspešnih in neuspešnih posameznikih, različnih religijah in narodih in še veliko več bi jih lahko naštela. Morda je temu tako, ker je predalčkanje ob današnjem tempu življenja za številne na videz najlažja pot. Torej, da si o nečem, o čemer ne vemo prav veliko, ustvarimo mnenje. A ta na videz najlažja pot je izjemno nevarna past, saj nas pogosto pripelje do nerazumevanja in nesprejemanja drugačnosti. Namesto da bi v različnosti iskali prednosti in moč, ki bi jo dobili z vključevanjem, nas lahko kot skupnost pelje v konflikte in izključevanje. Pa to ne velja le za našo državo, ampak za celotno skupnost, ki pravimo človeška civilizacija. Francoski filozof Jean-Jacques Rousseau je dejal, da je mladost čas učenja modrosti, starost pa je čas njenega uresničevanja. Menim, da vaši dnevi medgeneracijskega sožitja z razbijanjem stereotipov o starejših sledijo razmišljanjem tega velikega misleca iz preteklosti. Zato so zelo pomemben prispevek k sprejemanju in vključevanju vseh, ne samo upokojencev, v našo skupnost. Vi, ki vas krasijo življenjske izkušnje, morate biti nam in tistim mladim, ki prihajajo za nami, mentori in svetovalci. Ne zato, da ne bi delali napak, saj to pravzaprav ni mogoče, ampak zato, da nas vedno znova spomnite, da so naše napake priložnost, da se česa naučimo. Današnji nagovor bi lahko izkoristila tudi zato, da poskušam predstaviti vse tisto, kar slovenska politika želi narediti ali bi morala narediti, da bi vam zagotovila dostojno življenje v starosti. A tega ne bom počela. Prvič zato, ker bi s tem nasprotovala svoji prejšnji misli, predvsem pa zato, ker trdno verjamem, da vsak posameznik s svojimi dejanji najbolj nazorno pokaže vrednote, ki mu v življenju poskuša slediti. Zato vam želim sporočiti le eno. Moja vrata so vam vedno odprta in naredila bom vse, kar je v moji moči, da skupaj najdemo takšne konkretne rešitve, ki nas bodo vodile k spreminjanju družbene miselnosti, razbijanju stereotipov o starejših in zagotavljanju dostojnega življenja v starosti. Življenje je kot vožnja s kolesom. Da ohraniš ravnotežje, se moraš premikati naprej. So besede še enega od velikanov človeške zgodovine, Alberta Einsteina. Naj jih izkoristim za prošnjo, da se nikoli ne ustavite. Bodisi kot posamezniki, bodisi kot organizacija. Tisti, ki še nimamo vaših izkušenj, vas namreč še kako potrebujemo. Spoštovane upokojenke in upokojenci, dovolite mi, da vam ob zaključku zaželim uspešno in čim bolj odmevno izvedbo letošnjih dnevov medgeneracijskega sožitja in vam zaželim uspešno delovanje tudi vnaprej.